Čestitke! Kakšno lepo presenečenje! Good baby number 3, wow! Ja. Kakšno lepo hišo imate. Ja. Ema, dobrodošli. Ja, a si pripravljena, da ti zastavimo 55 vprašanj? To je pa kar dosta, ampak jaz sem se rodila pripravljena, tako da gremo. Ajde, akcija. Ja, nič. Ne moramo mimo zadnje odmevne novičke, da se vam kmalu pridruži nov družinski član. Na kratko, občutki. Mešanje, ampak predvsem veselje. Kako se počutiš? Ti je kaj slabo? Zdaj boljš, prve 2 meseca je bilo pa grozno. A so zdaj v tretji nosečnosti kaj drugačni občutki, kakšni novi občutki, drugače kot prvih 2-krat? Ta je bila malo težja, kar je pa verjetno dokaj normalno za tretjo nosečnost v 5, 4. Ne štejem več, kot leti. Prvi feeling, fantek, punčka? Fantek. Ok. A si že od nekdaj želela veliko družino? Če 3 šteješ kot veliko družino, pol v bistvu ja. Samo večkrat, ti naš kavo? Lepo prosim. Jaz vedno komi čakam, da mi ti ponudiš kavo. No, super, vse sem veliko skuhala, tako da evo. Evo, bova kafetka. Si pa šla lista prav čas. Ok, gremo naprej. Česa se najbolj veseliš ob prihodu novega dojenčka? Nakopanje vseh tistih luštnih mehnih stvari. Dobro odgovor. Pa vonja od dojenčka. Ja. Kakšen izziv, ki se ga ne veseliš najbolj? Zobkov, vstajanja nočnega, uvajanja goste hrane, samo takih stvari, no? Ja, to niso najlažje materinske stvari, ampak pač tudi to je en del, ne? Kakšna igračka oziroma katera igračka za otroke se ti zdi najboljša in bi jo priporočila vsaki mamici? Kartonasta škatla, ampak mora biti samo od malice hladna. A je kakšna igračka za novorojenčka, ki bi jo priporočila? Za novorojenčka, v bistvu gnezdice, to ni lih igrača, ampak tisti igralni lok, no, v bistvu igralni lok, evo. Krasno, lep odgovor, všeč mi je. Uporabe katerega izdelka za dojenčke se najbolj veseliš? Vozička. Ja, seveda. A že imaš favorita? Imam. A nam zaupaš, kateri je? Pa še ne. Joj. Ja, nič. Eno tako malo drugačno vprašanje. Katerega imena ne bi nikoli izbrala, povej, enega za fantka, enega za punčko? Genovefa in Venčeslav. Ojoj, a to dejansko obstaja? Ej, pa je da res, tako da... In si se odločila, da to pač ne bo, a ne? Ja. A to pač iz Y, no? Aha, ok. Kdo se bolj veseli, sestrice ali bratca, Tristan ali Julija? Julija, Tristan bi bil ful bolj vesel čokolade, po moje. Mu bomo pa eno čokolado prenesli. Zdaj bo spet kakšna neprespana noč? Ja, čim manj. Kdo pri vas večkrat, kdo od vaju večkrat ostane sredi noči, ti ali Jaka? Ja, valjda jaz. Kaj bi pa Jaka odgovoril na to vprašanje? Dajmo se delati, da tega vprašanja ni bilo. Bomo pa, če srečamo, kje je Jaka, bomo še enkrat tole vprašali. Kdaj si se danes zbudila? 38, ker sem ta malega prbabi. Kaj je prva stvar, na katero si danes zjutraj pomislila? Da sem ta malega cel dan prbabi in imam cel dan zase. Ok, kateri je tvoj najljubši letni čas? Jesen. A kaj pogrešaš potovanja? Ja. Kam bi si želela zdaj na potovanje? Nekam na toplo, nekam, kjer ne rabim nositi mask. Po moje v Dubaj, kaj tazga. Kaj je must have za potovanje z otroki? Prostor, kamor lahko spraviš vso kramo, kjer jo je veliko. Recimo, ti imajo nahrbtnik, ta en tak lifesaver, pa noro lepi so. Kup enih predalov, kup stvari, kamor lahko spraviš vse od prigrizkov do vsega. Moram reči, da si izbrala enega mojih najljubših. Taj fulip. Ja, pa tole. Tole je ena izmed boljših stvari. Kovček, ki se v bistvu na letalu spremeni v eno tako posteljico raztegljivo, da lahko otrok normalno spi, plus deluje kot poganjalček, ker se lahko gor usede in se pele po letališču. A ni huda fora, no? Letališče fan. Ja, letališče fan. Kateri je tvoj najljubši kotiček te sobice? Ja, tole moje, tale hiška,
slash postla in to je tudi Julijin najljubši kotiček, 100%, če bi vprašali, ker je to njen bunker, ona temu prav bunker. A bunker, wow. Ja, valjda, vsak otrok prav bunker. Ok, če bi imela priložnost zdajle, da ti, opala, malo ti razbijam po hiši, da ti zdaj nekdo naredi sanjsko otroško sobico ali pa sanjsko garderobno omaro brez stroškov, brez skrbi, kaj bi izbrala? Rumen. Ja, valjda, sanjsko garderobo, sanjske sobice že imamo. Jo, seveda. Spalna vreča, ja ali ne? Ja. Zakaj spalno gnezdece? Zaradi tega, ker je en izmed boljših nakupov, to se pa res ne hecam, to vsaki mamici toplo svetujem, pralno, lahko ga prenašaš, varno, en tak varen kotiček za dojenčka, pač tako, ja, must have. Koliko si to lepo povedala? Kdo te najhitreje spravi na obrate? Tristan ali Julija? Julija. Kdo ti je bolj podoben? Tristan ali Julija? Julija, to je tudi odgovor na prejšnje vprašanje, zakaj? Si obsedena s pospravljanjem in s čistočo? Ne. Ne, sem pa z leti ful znižala standarde, včasih je bilo to res nahardno, ampak... Ja, meni se zdi, da je kar pospravljen. A takole pred obiski kompulzivno čistaš prostore in skrivaš igračke, ki ležijo naokrog, ali pustiš tako, kot je? Ne, jaz kar pred obiski skrivam igračke. Ne, drugač bi z veseljem in še vedno imam to manijo, ampak ponovadi iskreno nimam časa, tako da... Ok, kaj bi izbrala kot najbolj dobrodošlo pomoč? Varuško ali čistilko? Čistilko? Nujno. Zakaj tega nimam v bistvu? Koga imaš na speed dial? Oziroma na hitrem izboru na telefonu? Jakata pa 2 kolegici. SMS ali klic? SMS vedno. Pokličem tako, če nekdo umira. Tvoja najljubša aplikacija? Instagram. Kam pogledaš, koliko je ura? Na telefon. A kdo drug še kam drugam gleda? Ok, tvoj sanjski dan razvajanja za nosečko. Kaj mora vključevati? Masažo, shopping, pa hrano. Velik hrane. Evo, Tina, tvoja kava. To je tudi moj sanjski dan, pa nisem noseča. Nam lahko pokažeš tvojo najljubšo fotko s telefona? Hvala lepa. Kakšna kavica? Čakaj, ja, ampak pojma nimam, ki imam ta telefon. Jaka skozi govori, da imam pregnancy brain, ampak pač ne vem, kam sem ga vtaknila. Po moje sem ga dala v to. Boš pol pokazala? A imaš kakšne posebne cravinge po kakšni določeni hrani, enake, drugačne kot v prvih 2 nosečnostih? Tensten krompirja bi pojedla tako na tono. No, to bi tudi jaz, pa tudi nisem noseča. Kakšne lepe sedežke imate vi. Ja, pa zdaj še en tukaj vmes pride. Ja, čudovito. Še zdaj nisem njih. Evo ga. Najda? Evo ga. Ja, čakaj, sliko. Čakaj, da najdem eno, ki bi bila najljubša. Po moje tale. Dobra kavica. Verjetno vidiš, zakaj. Wow, a to ste tukaj na sprehodu ali kje na kakšnem posebnem Ja, v potovanju? bistvu vozičkanja se pa res že prav spet veselim, no. Ok. A je kakšen vonj, ki ga ne preneseš trenutno? Von, ja, v bistvu po mesu. Se pravi, si nosečniška vegetarijanka? Ja, v bistvu vegetarijanka s stilom razmer, tako bi lahko rekli. Ok, kaj pa pripraviš s svojima malima zakladkoma najrajši za kosilo? Riveža sta zadnje čase kar obsojena na tisto, kar mi paše tisti moment, oziroma kar mi tisti trenutek ne dela slabosti, tako da krompir. Tensten krompir, ja, pač tensten krompir. Čakaj, sem kava. Ok, ti si ena taka super mamica, če mene vprašaš, vedno si urejena, vedno si polna idej za različne aktivnosti in jih organiziraš pač za svoje tamale. Kaj je tvoja superpower? Po moje v bistvu hecam trma, zaradi tega pol si nekaj toliko zapičem v glavo, da moram realizirati. Dober odgovor. S katero svojih lastnosti bi se pohvalila na razgovoru za službo? Po moje kreativnost. A bi kakšno lastnost skušala prikriti? Po moje zamujanje, ker tega noben šef ne bi bil vesel. Katero lastnost Jaka najbolj ceni pri tebi? Jaka, katero lastnost najbolj ceniš pri meni? Tvoja neskončna prijaznost in človeško toplino. Moja neskončna prijaznost in človeško toplino. Vi vidite te naučene odgovore.
Dobro si ga pripravila. Prejle smo te vprašali nekaj, pa bomo ponovili to vprašanje. Kdo po noči vstaja, ko dojenček joka, ti ali Jaka? Drugač vedno jaz. Pač vedno jaz. No. Kaj je bilo pa tole zdaj? Samo mački. Pač te mački se skozi nekaj oglašajo. Ok, gremo naprej, da te ne spravljamo v preveliko zadrego. Baby shower, ja ali ne? Ja, tudi če imaš 100 otrok, rabiš 100 baby showerjev. Baby shower samo za mamico ali za mamico in očka? Kdo rodi otroka? Moj mož se pri tem nič ne pritožuje. Ok, a obstaja darilo, s katerim za baby shower ne moreš zgrešiti, po tvojem mnenju? Ja, ampak jaz vedno vzamem bodočim mamicam taka darila, ki si jih mogoče same ne bi prvoščile, ampak vem pa, da jih bojo veseli. Recimo gnezdece ali pa tiba nahrbtnik, pa do zdaj so bile vedno vse ful navdušene. No? To zdaj, kot da si izrecitirala moje mnenje, ampak krasno, lepo, da se strinjava. Najboljši nasvet, ki si ga prejela s strani kakšne izkušene mame? Da ne znižam standarde. Kakšen nasvet bi ti delila z novo pečeno mamico oziroma z nosečko? Da naj se ne obremenjuje za neumnosti, ker je ful stvari pomembnih, za katere se moraš. Ok, dober odgovor, všeč mi je. Kaj boš ob prihodu tretjega otročka naredila drugače, če boš kaj naredila drugače kot s prvima dvema? Pa ti veš kaj, ta prva dva sta res cool izpadla zaenkrat, tako da po mojem sem kar preverjenega recepta držala. Z manjšimi izboljšavami. Lep odgovor, lep, bravo. Kaj najrajši izbiraš za otroke? Opremo, obleke ali igračke? Za punčke oblačilca, ker so pač roza, za fantke pa opremo. Ker zadnje cajte je res dosti lepe opreme za fantke. Po mojem bi jaz ta odgovor lahko tudi uganila, da najrajši Olijevic za fantke, ja. Ja, se bomo počasi zdaj šli. Ne vem, to je mogoče vprašanje za oba. Kako ponovadi praznujeta Valentinovo in kako ga boste praznovala letos? Jaka, kako bova praznovala Valentinovo? Me boš kaj razvajal? Seveda. Ne, Valentinovo ga ponovadi v bistvu mi da sploh ne praznujeva, ker mi je en tak skomercializiran praznik, tako klišejsko, ampak vedno se moraš imeti rad, ali kako že. Ja, sej, vidva se očitno imata kar zelo rada, glede na to, da imata zdaj že tretjega na poti. Ja, nič, hvala za kavico. Ja. Zelo je bila dobra, jaz jo zeksam, kot ponavadi. Nič, zadnje, najbolj radovedno vprašanje. A že veste, kaj pričakujeta, fanta ali punčko? Jaka, a bi jim povedala midva, kaj pričakujeva? Ne, danes ni otrok, kar ne. Kaj, a misliš, da bi jim povedala, kaj pričakujeva? Ne. Kako ne? Ja, ne. Mogoče je punčka? Ali pa fantek. Čakaj, Nekaj tega dvojega je. Lepo se mejte, Ne, hvala no. za obisk. Pa, pa. No, mi imamo še 55 vprašanj.